Zdaj še res fascinantno, kako alpinisti pridejo na Everest. Ja, čekaj samo sekundo. Jaz moram tako... Veš znamo? Ja. Sorry, povej. Kaj se vas reče? Ja, pač cel postopek je, da alpinisti pridejo na Everest. Tako pač skoraj 3 mesece jih ponavadi traja, da pridejo do vrha in nazaj, pa šteje se, da pač lahko probaš prav do vrha splezati samo med aprilom in majem, zaradi pač vremenskih razmer. In samo da pridejo do base campa, jih trajajo malo več kot 1 teden non-stop trekkinga, gore dole. In ko pridejo do tja gor, se začnejo pač priprave, ne? Tako nad base campom je en del, ki se mu reče Khumbu Icefall in to je pač tisti del ledenika proti koncu, ki je popolnoma razpokan, neka stara stena. No ja, in pač nekaj dni sam šetajo gore dole po temu pač delu kurčevega ledenika, ne, in tako fucking prepukno, da se pač fizično pripravijo na te razmere, ne. In med vsem tem, oni hodijo gor dol, se pač njihova telesa aklimatizirajo na višino, veš, to je visoko, Monterey, se vem, veš, sam hecam se. Ja, in pač šele potem lahko alpinisti končno začnejo z vzponom in se povzpnejo čez Khumbu Icefall. Do prvega tempa, kar je pač ful zajebano, ker se ta del ledenika se iz dneva v dan spreminja. Je pač ful čudno, vsaka drugačna ledenika. In pač zanimivo, da so ta sistem teh base campov zastavili že tisti britanski raziskovalci, ki so izvajali prve ekspedicije na Everest in od takrat je pač ta način skoraj nespremenjen. Valjda pač Britanci, to pa drugo. Ja. Super, to ne vračam drugi. Pa ja, jaz pa ne hodim na tega. Pač sem na tega. Ja, se zgleda, jaz tudi ne bom več, ker je grozen. Še je ful zanimivo, za te ekspedicije so Angleži razvili ful neke nove tehnologije, ki se še danes uporabljajo. Vsi te neprepustni windproof materiali obstajajo zaradi tega, ker so jih hoteli Angleži biti prvi na Everestu in niso vsi pomrznili in pocrkali na poti do vrha in je država zrihtala te najnovejše, najhujše bunde in sisteme, pač kisikove bombe, pa to, veš, to je tako nekakve space race in vsa ta mehanika, ki je bila ustvarjena prav zaradi tega. Pač ko so še tja v Himalaje, da to za njih je nek nov svet, veš, da bi šel na Mars, v več njih tam gor. In zaradi tega so tudi za transportacijo teh hran, pa tega so rabili njeti ful nekih lokalnih porterjev, ki se reče šerpe. In vsaka pač alpinistična skupina, ki gre na Everest, ima rano skupino šerpe, za njih transportirajo in rihtajo oprema, tako normalnih plezalec nosi na okoli in malo več 10 kg žerbe, pa včasih tudi po 50. Koga še? Ja, mislim, to je čisto zdela, da boš še prikupljeno. Zdaj imaš nekaj drobiža? Ja. Ni zakaj, draga, resna. Ja, danes so sploh mi alpinista, ki pride na vrh Everesta brez nekaj pomoči šerpa. Tudi če pleza sam neke skupne ekspedicije in brez fizične pomoči šerpe še vedno pač uporabljajo infrastrukturo, ki jo oni rihtajo. Pač ko so se začele te komercialne ekspedicije na Everest, so začeli rihtati vrtnine, katere so ljudje privezani, ko plezajo in ponavadi eno od nalog od šerpe, pač del krvi, oni pač prepravljajo, vežejo včasih kakšnih nesrečnih situacijah, ki jih morajo tudi odrezati. Ja, in to pač delajo te šerpe za tiste 3-4 mesece plezalne sezone, pač s tem zaslužijo dosti cel let in naslednji let pač jogo na novo, še enkrat isto. Meni se zdi res noro, kako so to izjemni neki športniki.
sploh se noben tega ne zaveda, to so vsi olimpijci, ampak noben ne ve njihovih imen. Tudi prvi uspešni vzpon sta naredila Edmund Hillary in Sherpa Tenzing Norgay. Njima sta pa dva Angleza skoraj prišla do vrha in spodaj jih je opazovala in član ekspedicije, zajeli so jih temni oblaki, ne piše temni, ampak samo oblaki in potem jih niso več videli. Tam zginila sta, nekaj časa so se še spraševali, če sta prišla do vrha in umrla na poti dol, ampak je zdaj sprejeto, da sta se zataknili na drugi stopnici, ki je eden najbolj zahtevnih delov vzpona nekaj časa. Nazaj so po moje tudi našlo telo Georgea Malloya, tega glavnega alpinista ekspedicije. Prav se odkrivo, tako je bil mumificiran v obrazu. Ker je mrzlo, si mumificiran kot ledena kocka, kot da bi bil v ledeni kocki. Ti si tam gor v ledeni kocki in je grozno, sploh se ne spremeniš. Hvala. In pač drugače ful takih primerov. Alpinisti pravijo, da se ti na tej višini možgani pred sami sklopijo in da je edina stvar, ki je lahko še treba še da hodiš. In da želite po vzponu, da piše vse in ljudje se še samo že vpliva na gor, na 8000 metri, možgani pač ne delajo na enak način, ker so tako izmučeni v pomanjkanju kisika. Zato se temu delu tako lepo reče terca. Človek pač na tej višini ne dela več enako in če to zmanjka, nimaš več kaj narediti, če se ne moraš sam previkati, ker moraš zapustiti, ker noben nima moči, da bi te zvekli dol. Na severni strani pod vrhom je prav nabrano ogromno število trupel, ki so postali do poti ali dopadli iz grebena in zaradi barv premeknih humanov, kazalcev klečena se temu delu reče Rainbow Valley. Kaj se pravi? Ja, ni tako pravlično, ni vse na celem svetu. Pač sploh za vse te prve ekspedicije, vsi te Angleži, Švicari, Švicari, ki so bili pač del teh ekspedicij, so porivali čisto novo svet, ampak to ne bi bil prvi, ki dosežejo vrh sveta. In da se pač prebrodaš z vso to bolečino in mučenje in pomanjkanje kisika in Bog ve še kaj ostalega, pač prideš na vrh sveta in ja, v meni mora biti res matično, mora. Ja, vem, da imam prav, zato ti imamo, ampak pač itak splezati na vrh je nek noro dosežek, in vsakemu pač to uspeje izjemno alpinist. Samo je danes to drugače, se organizira tako, da vsak je pripravljen dati, ne vem, 50 000 evrov, pride vsaj blizu do vrha, danes koliko ljudi probava doseči vrh Everesta, da se dogaja zastoj. In Hillary Stephan, ki je ta zadnji tehnično zajeban del po razponu, se zdaj kar nabirajo kolone ljudi in jih je pač čakajo v vrsti. Lepo je, zelo lepo zunaj. Ja, bo je bilo šele dobro na celim svetu. Samo pač, če prideš na vrh, se ti šele polovico poti upravi. Ti moraš še dol izgore, da se šteje, da si gor osvojil in ko hodiš dol, si že zmaknen in pomno in hodiš, zato se večina ne se res zgodi, pač pa spusti. Sorry, alpinizem je ful zanimiv, me je to toliko dobrih metod vest. Res živim za alpinizem, tako sorry, če sem zdaj malo mansplainov ali pa malo predolgo govoril, ker sem tudi gofa, pa rad govorim, ne vem, da vest. Alpinizem pa govorjenje, že dve stvari da vest. Tako da ja, hvala, ki si poslušala. Zdaj pa moram iti nazaj dol, ki sem nekaj pozabil. Ajde!